Čakaj, spet sem mikrofon pozabila, kaj si rekel? Preložnik. Na Celjskem, okay. na Celjskem. Ok, v redu. V glavnem, Nejc, dobro jutro ti želim, si v redu? Živijo tudi tebi. Pa v redu sem, ne naspan, zadnji dnevi dosti neke organizacije, ampak to je biznis, ki smo si ga zbrali. Ne? No, pa da mi povej, kakšna je ta organizacija, ker v soboto je bila vaša organizacija kar v redu. No. To mora biti zraven, ne? To mora biti zraven, družabno s koristnim. Ne, mislim, gled, tako je, ogromno je neke dela, ogromno je nekih takih postavk, ki so skozi gibljive. Večkrat delaš, večkrat nekih ljudi zraven pletenih, več je nekih faktorov, več je nekih stvari, ki lahko gre narobe, stvari, ki se v zadnji sekundi spremenijo. Zraven, ki imaš neke promocijske dogodke zunaj, moraš gledati na vreme, na vse ostale faktore, ki tukaj vplivajo. Tako da je dosti nekaj spremljiv, dosti je to utrajajoče, ampak zdaj je to, kot si sam rekel, 10 eventi in počasi se navajamo, počasi imamo že če dalje bolj ustaljeno vse skupaj, ampak ja, no, še vedno, mislim, da bo vedno to utrajajoče in tako je, jaz imam ta prvi mesec do dogodka je samo gas, ki je pa konc dogodka, pa kot da bi se mi svet sesul, zdravja, vse gre dol, ampak pa tudi nekaj ti fali. Kaj? Ja, ziher nekaj ti fali pa po enem mestu, veš, pripravil. Ne, verjame, da pa še malo. Paše? Malo pauze, ja. Ampak tak, za 2-3 dni pa že začne srbeti naprej, ne. No, pa smo spet tam. Dejva se najprej vrnati zdaj na Valhalla Fight Night. To bo zdaj v 5 letih 10. Tako, ampak če odštejemo korono, ne, ki je bilo 2 leti trajala. Pa pustimo, korone ne štejemo. Ja, ok, ampak če odštejemo, ja, to je zdaj 10, ampak dejansko smo po korone, se pravi z letom 2022 zelo dvignali ritem eventov, tako da če smo 5 let rabili do 10, bomo zdaj rabili 2 leti do 20, ne. Tako da ja. Ok, ampak letošnja Valhalla, ki je glih 10, nekaj sem čula, ptička govori, da nekaj bo ekstra. Ja. Mislim, glej, da smo čisto, ti si zdaj zraven, da že sodelujemo zadnji 2 leti in mislim, da lahko tudi ti poveš, da s vsakim eventom produkcijsko rastemo. Ne? In tukaj sem si res dal nek cilj, da 10 mora odstopati vseh vsaj za duplo. Tako da res lahko pričakujete nekaj takega produkcijsko, kar Dvorana Golove še ni videla, Celje še ni videlo in verjamete, da bo to taka produkcija, ki se ne bi posremovala tudi kakšna evropska organizacija. Dej se prosim pohval, kje vas bodo streamali? Vojo. Tako da v bistvu cela juga vas bo lahko gledala v živo. Tako. Poleg nas, ki bomo seveda tam. Tako. Je pa še ena stvar, bo je, da se o nekem pasu govori. Ja, to je pač šampionski pas, so nas to že zadnje leto pa pol, sploh zadnje leto spraševali, kdaj boste imeli kako borbo za pas, ampak jaz sem želel skozi, da ko bo enkrat ta borba za pas v Valhalli, da bo to imela legitimen pomen. Se pravi, morata biti 2 borca, ki si dejansko zaslužita imeti titulo od Valhalle, ne pa da po domače povedano, vsak, ki se pride boriti, pa si je že lahko šampion naše organizacije, ne moraš nekaj pokazati in tukaj Jan Berus zdaj največji potencial, tudi je recimo leto 2023 bil proglašen za največjega mladega potenciala v Sloveniji. Brez poraza? Tako, brez poraza še je, pri nas mislim, da 5-0 ali 6-0 že, tako da ima pa pred sabo res težkega nasprotnika, rečemo temu bandit, ga kliče v Srbiji, Luka Lakić, ki ima pa 4 zmage, 1 poraz, ampak tudi ta poraz je bil proti res enemu svetovnega renomeja borcu, tako da to je borba, zadnji sem en intervju povedal, isto je bilo, ne vem, če poznaš Mirana Fabena, on zdaj je senzacija Slovenije. Jaz sem za njega govoril, on se pri nas vrnil nazaj iz pokoja, to je borba Jan Berus, Luka Lakić, isto tako, kot je bilo pri Miranu Fabenu. To je borba, ki jo bojo ljudje čez 5 let šli nazaj gledati pa rekli, ojej, to se pa tu zgodilo, wow, to je res ta vlast skupaj. To sta oba borca, jaz garantiram za oba borca, tako kot sem rekel nazadnje za Moniko Kučinić, da bo ogromno naredila. Imamo nek nos za to in res verjamem, da Jan Berus in Luka Lakić bo ta oba ogromno v tem športu še naredila in zdaj imamo priložnost tukaj videti v Celju. Ok, se pravi, borilni spektakel, ki se obeta 19. oktobra, Valhalla Fight Night 10, je treba poudariti. Borba za pas, kje? Dvorana Golovec v Celju. Ta podatek mi je še manjko. Ampak, dajva mi da še eno stvar povedati. Ta vikend
Pa tudi čujem, da bomo na terenu, ker sem jaz seveda zraven, ker jaz ne morem biti nezraven. Posod moraš biti zraven. Ja. To bo pa ta petek v City centru. V City centru bomo imeli promocijski dogodek, zraven bo tudi neke nagradne igre, kjer bo lahko, recimo imamo tisto box vrečo, tisti, ki bo najmočneje udaril, najmočnejši udarec, no vse to zdaj že doskrat smo delali. Tisti, ki bo najmočneje udaril, bo dobil VIP vstopnico za dogodek, dosti bo tudi ostalih nekih iger, nagradnih iger. Želeli bomo, poskusili bomo pa predstaviti tudi te borce na mičkem bolj človeški način, ne samo skozi to borbo, same borbe, ampak tudi, da jih spoznajo kot ljudje, kako drugače funkcionirajo. Kaj recimo jejo, s čim se zbujajo in tako naprej. Tako da ja, dosti bo tudi za videti v City centru, to bo pa ta petek, se pravi 11. oktobra ob 5. uri pa do 7. zvečer bomo v City centru. No, tudi ta podatek mi je manjko, kdaj moram biti jaz tam, tako da zdaj vem. Dejva še na hiter izpostaviti, se pravi Valhalla Fight Night 10 v 5 letih. Organizacija je na vrhuncu, produkcijsko res spektakel, od borcev vemo, da imamo zdaj pač kar 2 face močna. Kaj pa ženske? Žensk žal ne bo, nisi šla. Bomo še zrihtali, še bo. Pride pa Monika Kučinič na dogodek, tam bomo imeli tudi fancono, kjer se bo lahko vsi slikali z njo, tudi Miran Fabijan, Jakob Nedoh. Tako da bo dosti, za vsake bo nekaj res obljubljeno. Čakaj, kaj pa naš Urhec? On je sicer viking. Tudi bo. Dobre, no. Ker zdaj pač Urh je en tudi tak, bom rekla, pomemben člen v vaši ekipi. Tako je. Ampak na vikingih je pa zdaj že drugič. Ja. Tako da pohvalno sicer ta prva Valhalca mu ni šla, ampak na tako. vikingih se gradi, tako da če slučajno koga zanima, naj kontaktira Nejca Priložnika, seveda, da dobite informacije tudi, kje lahko začnete, na kak način se lahko izoblikujete in morda vas vidimo na naslednji Valhali. Nikoli ne veš. Nejc, najlepša hvala, se veš, čas ni najin prijatelj, ti moraš iti naprej, jaz moram iti naprej. Vi pa seveda ostanite z nami za same dobre vibracije in pa še več koristnih informacij. Radio Fantasy.